Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in zdaj sem se spočila od tega našega duhovnega potovanja, ki smo ga imeli v Medžugorje, pa v Mostar, pa na izvir reke Bune, pa na Neretvo, pa v Omiš. Ja, bilo je kar zanimivo in tako, zdaj sem že malo sestavila skupaj in prva stvar, kar mi gre tako čez možgane, je neverjetna milost. In to se je izkazalo že takoj na začetku. Ko smo se peljali čez Gorjance, se je malo pred Metliko zgodila prometna nesreča. Ampak mi smo lepo, to se je pred nami zgodilo in mi smo lepo šli okrog. In zdaj razmišljam, če ne bi šli tankat in če ne bi ena gospa zamudila, bi verjetno bili mi točno tam, kjer se je zgodila prometna nesreča. Ena gospa je mogla zaspati na ta račun. In smo jo potem šli tankat, pa smo jo počakali, pa je bilo pol to vse v redu. Tako da, ja, Biserka, zdaj veš, zakaj si mogla zaspati. To je prva zadeva. In ko smo se peljali čez Gorjance, je bila tako neverjetna svetloba, sončni vzhod in je bilo, to je bila že prva stvar, milost. In potem pridemo v Medžugorje, nismo šli takoj na Križevec, ampak smo šli na hrib Prikazovanja. Tam sem posnela zadnji video. No in potem naslednji dan smo šli v Mostar, pa potem na izvir reke Bune in potem popoldan na Križevec. No in tam se je pa začelo. Tam se je pa začelo pol čiščenje. Wow, neverjetno. Spet milost. A veste, kaj se je zgodilo? Jaz sem bila čist pod vrhom, ko ena od naših pride in je rekla: mene toliko so tiščali čevlji, da sem morala jih dati dol in sem šla peš naprej. Ampak mene je tudi desni čevelj nekako žulil, nekaj ni bilo v redu. In sem rekla, to sporočilo mi je prinesla. In jaz dam pa čevlje dol in grem naprej bosa. To niso tako ostri kamni, tako da ni, da si vpraskaš noge, ampak majčkeno bolj previdno stopaš po teh kamnih. V glavnem, in ko skoraj do vrha pridem, s tem, da še prej, od spodaj, ko sem bila pod hribom, dobim sporočilo od moje hčerke, da je naša mucka Lili zginila in da je ni nikjer. In jaz potem hčerko pokličem in sem rekla, naredila si vse, kar si mogla, 12 ur je od takrat. Zdaj lahko samo prosimo angele, da dejansko naša mucka Lili pride nazaj. In naša Lili je imela že velike težave z ledvičkami, kar naprej smo bili redna stranka pri veterinarjih, kar naprej se je nekaj dogajalo, v bistvu najmanjši stres jo je sesul. Saj vemo, a ne? Živalice tako ali tako zdravijo nas. In očitno ta del, kar bi mogoče jaz pokasirala, ker prav ledvica in nadledvična žleze vplivajo, pač tam se proizvaja stres in čistijo stres iz naše krvi. Očitno je to naša Lili pobrala na sebe. In vemo, da pri muckih, ko je čas za odhod, mnoge mucke se enostavno zatečejo nekam in se skrijejo in tako kot aboriđini naredijo, se izklopijo in odidejo med angele. No, v glavnem, to se je zgodilo pri naši Lili, dejansko je čakala, da mene ne bo doma. In druga stvar, dejansko je čakala, da bo moja Pija dobila lekcijo, ta del izgube ona predeluje. No, kakorkoli. Jaz sem bila v Bosni, pomagati nisem mogla. Hvala sosedama, sploh Eleni, ker je delila objavo naprej, ampak enostavno mucka se ni vrnila. No in jaz to v glavnem. Na dno Križevca vzamem pa še en kamen za mojo Pijo. Imela sem en kamen, ki sem ga od doma prinesla, ki je bil še iz Škofje Loke in sploh ne vem, nekje je bil tukaj zdaj v Sežani, sem ga najdla in sem rekla, tega nesem za nas 4, se pravi za mene, pa za moje 3 hčerke. In en kamen sem imela od moje Anje. No in jaz hodim s temi kamni, tako držim v roki in hodim po teh kamnih Križevca, proti vrhu se sezujem in
hodim in prosim, da se mucka vrne in predelujem prav te izgube, nenazadnje to je materinska ljubezen, ne, ker ko mama izgublja otroka. In zanimivo je, da skupni imenovalec tega potovanja je bilo prav to. Mama, ki izgubi otroka, oziroma mama, ki je naredila splav in sama sebi ne zmore oprostiti. In vam povem, kaj se je zgodilo. Mičkam pred vrhom Križevca, mimo mene teče en mlad moški, recimo, da je bil 35 let star. Teče, ampak jaz sem bila itak v svojem svetu, držim tiste gojzarje, kamne, ampak vidim, da teče. In prva stvar, na Križevac nihče ne teče, verjemite mi. Mislim, po večini jaz ga še nisem videla. In ko pridem na vrh tega Križevca, pride nasprot Silva in reče, kaj predeluje, in se objameva. In ji rečem, naša Lili je zginila, in v tistem tako pogledam med naše ženske in ta fant stoji med našimi ženskami, pa si mislim sama pri sebi, kaj on dela pri njih. In pogledam tako desno pod drevo, kjer sem aprila sedela, tam od spodaj pod tem drevesom sedi ena ženska. In drugih ljudi ni bilo, to je bilo zvečer. Ta ženska sedi pod tistim drevesom, kjer sem jaz aprila sedela. Tukaj so ženske in med njimi ta moški stoji. In pač midve s Silvo pol, ko spucava ta čustva, vidim, da ta fant se z eno žensko, pa ne našo, z eno punco pogovarja se. In tako pomislim, aha, je s to punco. In kar je bilo nenavadno, veste, da si jaz ne zapomnim preveč dobro obrazov, da imam dejansko probleme s tem. In nekako ta vizualni del mi nekako nekaj ni povezan. Ne rečem za sliko videti, za neko podobo videti, jo prepoznam. Jaz nekako prepoznavam ljudi po vibraciji. No, v glavnem. In potem midve s Silvo se še tam slikava, pa še klepetava, ostale ženske grejo po tisti potki nazaj, tam, kjer se vračaš iz Križevca, in je bilo to. In ko pridem dol, spet ta moški tam nekje okrog avtobusa. Ok, v redu, a veste, itak imaš s svojimi toliko dela. In ja. In potem mi ena od naših pokaže fotografijo, ki jo je naredila. Zdaj tisti, ki ste bili na Križevcu, veste, da je kamnita pot in naprej je goščava in kamenje in neprehodno, in to ni, da lahko tam čez plezaš. Ona je slikala v osnovi sončni zahod. V glavnem nadaljujem s tem videom, ke firmi pripeljal vmes, ko snemam tale video. In zdaj jaz mislim, da sem ostala pri tem moškem, ki se je motal med našimi ženskami. V glavnem, ena od naših je slikala in tam tisto goščavo, kar res ni ničesar, zadaj je bila figura tega moškega in ženske. Tako neverjeten. In ja, ona predeluje energijo splava, je rabila to, ampak drugače pa tisto, kar je slikala, je energija nad angela Rafaela in božanske matere Marije. Tako, prav zdravljenja, prav začetek čiščenja, prav tako, ful fajn. Tisto, kar je meni ostalo, je to ena velika milost. To je skupni imenovalec celega potovanja. Ja, čiščenje, absolutno. Tudi potem, ko smo prišli v Omiš, so nekateri bruhali in nekdo je rekel, to je zastrupljena hrana. Ne. Bili smo v hotelu s 4 zvezdicami, ni hrane dobre, ni bila zastrupljena hrana, ampak dejansko je bilo čiščenje najbolj temeljnih zadev. In tisti, ki so imeli neke temeljne zadeve za počistiti, ja, so nekateri celo driskali in bruhali. Ampak to samo par ur, da se je to čiščenje zgodilo, in potem smo šli lepo nazaj proti Sloveniji. No ja, vmes smo se še peljali z barčico po Neretvi, peljali smo se z barčico po Cetini, šli smo na degustacijo soparnika, tako da, ja, fajn je bilo. Zdaj seveda verjetno rečete, joj, saj enkrat bom pa jaz šla z Minko. Ja,
Zdaj ne vem, če bom za 1. maja naredila spet Medžugorje, bom videla, ali me bo kaj drugega poklical. Mislim, da me nekaj drugega kliče za prvomajske praznike, pa potem mogoče čez 1 leto bom spet delala Medžugorje, ampak v glavnem vam povem, so to posebne energije in te posebne energije so res neverjetne. Zdaj, mogoče, če pomislite, če vas kliče določen kraj, tja morate iti. Dejansko tja morate iti. In tudi z ljudmi, s katerimi ste skupaj, jih morate srečati. Tako kot recimo tale moja Sardinija, ko sem bila na avtobusu z ljudmi, ki je bilo, vam povem, katastrofa. To je meni ena beseda za celo Sardinijo, res, komaj sem čakala. Jaz, če bi lahko šla domov, bi šla, v ponedeljek, torek smo tja prišli, jaz bi v petek šla domov, pa sem morala počakati do torka. In tisto, kar je bilo, na avtobusu je bilo toliko različnih ljudi na različnih vibracijah. Recimo, ko sem začela govoriti po mikrofonu, ena gospa, tako ene 3 sedeže za mano, reče: Roni, Tobi, mir, jaz snemam. Nekaj se ima doma, puškama. Samo da umirim. No, poštar je prišel. Kaj bo še danes? No, v glavnem. Očitno moram manj povedati o tej Sardiniji, ampak samo to vam povem. Ženska, ki je sedela malo za mano, ko začnem govoriti po mikrofonu, naredi: a spet nas bo posiljevala. Halo, pa si vedela, da gre z mano na potovanje in potem zavija z očmi, ko začnem govoriti o teh zadevah, kar na koncu koncev učim. No ja, šola zame, vsaka šola je nekaj dobra in preko teh šol ozaveščamo določene stvari, ker kako bi jaz lahko vedela, da to ne gre. Da moram imeti na svojem avtobusu samo ljudi, ki pač poslušajo moje videe, ki delajo na sebi, ki berejo, ja, tudi moje knjige. Zakaj? Zaradi tega, da ne gledajo pisano, ko se pa zdaj ta ženska gre. No, tako da, še bom delala potovanja in vem, da bo zelo, zelo dobro, pa vas bom obveščala, ko dobim novo idejo. Sem vam že novo idejo, samo še ni čas, da povem. Za prvomajske si rezervirajte 5 dni. Bo dobro, bo dobro. Tako, prav čutim, zdaj tisto, kar se bo pa čistilo, se bo čistila moška energija, se pravi energije, zdaj v Medžugorju smo čistili krivdo žensk. Ko bomo pa šli za 1. maja, se bo pa čistila energija očetov, izstopanja iz družine, iz vzorcev družine in hoja po svoji lastni poti. Imam že vse, danes zjutraj se mi je vse sestavilo, kam vas peljem, kaj bomo videli, cela zgodba zadaj, wow, ko me čakam. To bo dobro, to bo dobro. To bo za prvomajske praznike, tako da če vas pokliče, če se bojite hoditi po svoji poti, mogoče pa to pol pika na i, da boste na tistem potovanju ozavestili določene zadeve, pozdravili, sčistili in še kaj. Seveda gremo na energijske točke, normalno, da gremo na energijske točke. Mene to zanima. Na energijske točke, ki pomagajo pri tem, da se nam dvigne vibracija, in ko se nam dvigne vibracija, smo lažje v svoji moči, in ko smo lažje v svoji moči, lažje korakamo po svojih poteh. Bom še kaj povedala, ko bo čas. No tako, zdaj kaj še? Kaj mi še ostalo tega potovanja? A veste kaj? Ne vem, a meni piše na čelu tle gor, jaz sem tista budala, ki poročeni moški mislijo, da imajo lahko kaj z mano. Res to glupa zgledam. Pač ne vem. Kaj se je zgodilo? Eden od poročenih moških, ampak ne ta na avtobusu, pač iz Bosne, dejansko je prestopil mejo. In me je mislil pač, saj veste, jaz vsega objamem. In ko objamem človeka, pri meni tukaj ni nič seksualnega. Ampak zato, ker imam rada ljudi. Samo zato. Dejansko me je hotel poljubiti na usta. Pač, očitno se jaz tudi učim, a veste kaj?
ko zaznam, kam grejo energije, moram v štartu postavljati meje, ampak tako na grdo, nič več na lepo. Ne morem biti več tista prijazna, ker sem zmeraj do vseh prijazna in potem mislijo, da če sem prijazna, da sem tudi neumna. Pač nisem neumna in po drugo nisem igrača. No, tukaj se zdaj očitno nekaj mojega začeti sproščati, ker, vidite. Ali pa mogoče tudi vašega. Ja, neka energija, tisto, da ženske hitreje začnemo postavljati meje. Ko zaznate, da poročen moški začne malo usvajati. Drage dame, takrat je v štartu treba reči, ko se pa ti greš. Halo, kaj ti ni jasen? Ti imaš ženo, reš ta prvo stvari s svojo ženo, pa se boš pa z mano pogovarjal, da te ni sram. Še eno klofuto mu lahko date. Samo že to klofutate. Jasno poveste, vem, kam pestaco moli. In ja, jaz nisem tega naredila, ko sem začutila, da kam pestaco moli in sem bila prijazna, no zdaj pa prišla kaplja čez. Moja šola, ampak ja verjamem, da mnoge od vas ženske to isto predelujete, zaradi tega, ker dejansko mnogi mislijo, jaz tukaj še vedno mislim, da bolj moški kot ženske, da če so nekoč dali zaobljubo, in ta zaobljuba je bila, s tabo bom, zvestoba, dokler sem s tabo, sem ti zvest. In veste, kaj smo se na avtobusu pogovarjali? Kdor te zaobljube ne more držati, zdaj bom to tako govorila, kot sem rekla na avtobusu, kdor te zaobljube ne more držati, je ena velika pička. In pa se začnejo smejati, so rekla, a veš, kdo je pa še večja pička? Tist, ki vztraja v gnilem zakonu in nič ne naredi, da bi se rešil iz tega odnosa ven. Ja. Energije nas ne morejo več podpirati pri dvoličnosti. Ni več. Kdor ve, da je v gnilem odnosu in ne bo nič naredil, lejte, ne more biti finančnega obilja, ne more biti sreče, ne more biti zadovoljstva, ne more biti napredka. Ne more biti blagoslova. Enostavno ne more biti. Zaradi tega, ker te energije, ki se zdaj dogajajo, ki prihajajo na svet, ta velika količina bele božje svetlobe, dejansko ta energija ne podpira več dvoličnosti. Nič več kompromisov. Konec je tega obdobja, dejansko vedno bolj prihajamo v obdobje, ko energije lahko podpirajo samo resnico. Pa nič drugega. Gremo na kakšno sporočilo, kar prehodu na vodobo, da vidimo. Angelska podpora, čarobni samorogi in vilinska bitja nas ljubijo. In še enkrat, glejte. Podpora vilinskih bitij, samorogov. Podpora angelov in tudi angeli nam ves čas govorijo. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. Sebi sem mirna in slišim vodstvo. Ja, dovoljujem, da slišim vodstvo moje duše. In samo zato, ker se imam rada, ker je čas za ljubezen do sebe, delam korake, ki jih delam, zato ker jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Podpira me vse stvarstvo in čas je za ljubezen. Wow, kakšne karte sem dobila za vas, lejte, dovoljte, da vas podpirajo angeli, nebovzeti mojstri, vilinska bitja, dovoljte si ljubiti in biti ljubljeni in ti, ki tole poslušaš do konca, si ljubezen. Tukaj je naša Karla, ki je ostala zdaj sama, njena sestrica je umrla, a ne Karla, in malo je žalostna. Tako da v glavnem, ja, takole, živalce pridejo in grejo, so z nami nekaj časa, tam nazadej je naša Roni, tukaj je Tobi, tako da sem čisto obdana s temi našimi živalcami. Tako da, ja, uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovoljte, da se v vašem življenju zgodi Božji blagoslov. Veste, kaj gre skozi mene? Božji blagoslov se zgodi, ko živite resnico. In če si dovolite živeti resnico,
boste imeli obilje vsega in to vsak dan, na vsakem koraku. Uživajte!